Dimi boj, koliko pa kaj spremljaš v bistvu prehrano? Pa v bistvu imam kar skozi leta, sem kar nekaj izkušenj dobila, malo različnih stvari sem probala. In ja, pač nekako se že v osnovi pač se držim nekih načel zdrave prehrane. In v bistvu ja, siguran pred tekmo ali pa pred težkimi treningi dam kar nekaj pozornosti na to, no, kaj pojem. Kaj pa je, rečemo, neka tvoja go-to hrana en dan, 2 dni pred dirko? Ja, takrat je veliko riža na krožnikih. Se pravi, vsi isto. Riž, tuna, losos, piščanc. Ja, to. Veliko testenine. Ampak pač nekako sem se na ta riž navadila in v bistvu prejšnja leta nekako tudi zjutraj za zajtrk nisem mogla riža jesti, vedno sem jedla kosmiče. Zdaj sem pa nekako tudi na to prišla v bistvu. Tudi pred dirko dober riž zjutraj pojesti. Ti ustreza? In ja, pač v bistvu sem zdaj ugotovila, ne, da mi je v bistvu nekako to boljše. Pa ko si pa za zajtrk riž pol pripravaš? Pa v bistvu kar naredim mlečen riž, s tem, da dam v bistvu malo manj mleka pa malo več vode, no, tako da je vseeno pač malo bolj na sladko. Še kaj posebnega daš noter, ali sam mlečen riž suh? Ne, je cimet. Malo posujem. Še kaj drugega? To mislim, da bojo redki lahko, da bi zadovoljni, da je to jedel. Ne, sej malo vanili cukra noter, tako da pol pač pride nek tak sladek riž. Pa kdaj tudi kaj sadja, no, v bistvu, da ni čist suho. Dobar, to zame, ne vem, bi mogel... Sej to je v bistvu samo pred dirkam, no, tako da... Kaj pa drugače na splošno ješ za zajtrk? Kosmiče ali kaj drugega? Ja, pač malo mešam, recimo, kosmiče, kruh tudi, brez kakršnekoli slabe vesti, jajca, sir. Tako, v bistvu, kar probam neko kombinacijo, zdaj polet veliko več sadja tudi pojem, kakšna skuta tok, v bistvu čist raznovrstno. Kako pa, rečemo, po kakšni zahtevni etapi, kaj pa je ne vem, kaj si ugotovila, da ti najbolj ustreza, da po etapi poješ? Ali vse, ali je spet zelo specifično? Ne, pač odvisno, ne, če je potem naslednji dan, ne vem, dirka ali pa bodisi trening, takrat v bistvu siguran sem ugotovila, da najboljše še vedno riž ali pa testenine. Da te v bistvu, če rabiš za naslednji dan zaloge, je siguran to najboljš, ne. Če pa naslednji dan, recimo, da ni tekme ali pa da ni težkega treninga, potem pa tudi mogoče kakšen malo bolj tako easy obrok, ne. Ker že tako veliko testenin pa riža pojemo in kdaj jih imaš lahko že... V kakšnih količinah pa to govoriva? Da bi jaz karkoli tehtala nikoli, ne, ampak pač tak krožnik, pač malo bolj poln, no, kdaj tudi 2 porcije, če je drug dan, ne vem, težka dirka. Ja, ne, se samo to me zanimalo, ker pri moških sem že slišal, da to pojejo toliko, da jaz po moje v celem tednu ne morem pojesti. Oni pa ja, ker to je več 100 gramov na večer ali pa za zajtrk in to si ne predstavljam. To je cela moja, ki naredim jaz za cel teden, ne vem, 500 gramov riža, kam naj to je mi sklede ven ta velike. Ja, take so zdaj te nove smernice, ne. Pač toliko več ohajajo, tudi, ne vem, med dirko, med treningov, toliko in toliko malo od ekstrina. Kaj pa pol od dodatkov, rečemo, med dirko, se pravi, a si skos na gelih, rice cakei, kaj? Jaz med dirko samo gele konzumiram. V bistvu mi nekako razne te ploščice ne pašajo. Se mi zdi pač nekako hitrejš, da pa boljš tudi za želodec mogoče. Sploh recimo zdaj, ko je vroče, ko so take temperature, mi je dosti lažje gel vzeti in v bistvu tudi se najbolj počutim, ker se mi zdi, da nekako tistih ploščic, rice cakeov, pa to vse ne rečem, da so slabi, ampak koncev imamo mi tudi toliko krajše dirke, da v bistvu niti ne rabiš neki trde hrane, ne? Če so dirke 120 km dolge. Mogoče je pač malo drugače na etapnih dirkah, ampak načeloma jaz kar gele v največji meri vzamem. Koliko pa se pravi 3 do 4 urah poješ teh gelov?
Ja, recimo, če je zelo zahtevna dirka. Ja, rečemo na najbolj zahtevni. Ja, na najbolj zahtevni dirki imam tudi tiste gele, kateri imajo pač največ sladkorja. Vzamem recimo, ne vem, tudi recimo do 7 gelov, recimo, ne. Pač eni so tisti z malo več sladkorja, eni so bolj izotonični. To je koliko haja v enemu temu noter? Mislim, da so tisti ta večji, da je 45, ostali so pa tam 25. Približno 25-30 mogoče. 7, če to delimo 90 cirka na uro, ne? Ja, tako približno, ja. Okay. Ja, to je v bistvu, glede na to, da se je, ne vem koliko, še par let nazaj se je govorilo nekih 60 do 90 max, zdaj pri moških vem, da so rekli, da je že 120 ohajajo na uro, ne. To je pač ki še ni probil. To je kar že želodec ne zdrži. Treba je biti pač nekako navajen. Jaz na srečo nimam nekih problemov. Je pa res, da med treningi pa ne jem nekih gelov. Ne. Okay. Kaj pa med treningom? Bombone. Haribo, medvedke. Jaz se tudi zdaj navadil glih na zadnje, ki sem prvo stotko sem letos naredil 14 dni, mogoče že 3 tedne nazaj. Pridem začer jaz v stanovanje. Fuck, nimam nobenega gela, nimam nič, ker se ne vozim letos, pač sem zelo malo na kolesu bil. Jaz shit, kvam zdaj? Jaz ne bom 120 km naredil na 2 bidona. Tako, ok, banano imam eno, daj se štacuna spodaj v bloku odpre in sem videl in sem šel sam not in sem si nabavil 2 vrečke Haribo bombončkov, sem sam prišel sem, odrezal lepo škarjami, dal zadnji v žep in sem jih sam skozi sem jih pomal jedel in tako dober, ker sem prišel, smo šli iz Ljubljane v Novo Gorico, ne vem, če sem že v zadnjih parih letih, daj po 120 km se tako dobro počutil. In je bilo, pač ja, vsaj zase se mi zdelo, da sem šel zelo v redu, tako da ja. Ja, v bistvu so se te bomboni res za dobro izkazali.